Ko smo v radijski akciji Dobroti dajemo glas odkrivali Ukrajino, smo se veliko pogovarjali. S tistimi, ki poznajo tukajšnje življenje, tukajšnjo realnost, s tistimi, ki se predajajo tukaj ubogim. In videti je, da jih kar ne zmanjka. Predvsem tistih, ki so ubogi. Včasih verjamem, na tej njivi zmanjka tistih, ki bi jim pomagali. In zato smo veseli, kadar lahko pred mikrofonom pozdravimo tiste, ki so temu predani, vse svoje redovno življenje, vse svoje življenje in ki prižigajo luč v temo, lahko rečem, ukrajinske realnosti, ki nas je prizadela predvsem sistemskimi vprašanji, z neodzivom ljudi, z zaprtim srcem, ki skuša odriniti bolne, starejše, invalide, svetom, ki se dela, kot da jih ni. Mi bomo v nadaljevanju spoznali tiste, ki vedo, da ta svet je in bi mu radi dali barve življenja, barve Gospodove ljubezni. V pogovoru boste spoznali življenjsko pot sestre Marte Meško, ob najinem kramljanju in njenih življenjskih zgodbah pa spoznavali tudi, kje smo se vozili, kaj smo doživljali, kakšna je podoba tistega, o čemer bo sestra pripovedovala tudi v fotografiji in videozapisu. V oddaji naš gost, prav lepo pozdravljam predstojnico Marijinih sester v Ukrajini, z nami je sestra Marta Meško. Sestra Marta, lepo pozdravljeni, dober dan. Dober dan. Mislim, da morava začeti pri imenu in priimku. Marta Meško. Ko smo nadaljavo, ko smo se pripravljali na Ukrajino, na našo dobrodelno pot radijske sorte, bili povezani z elektronskimi pismi, sem bil začuden, ko so mi povedali, da niste Slovenka. Krasen jezik tudi v pisni besedi, predvsem pa ime in priimek. Marta Meško, kot bi bili nekje, ne vem, središče Gorenjske doma. Ja, z mojim imenom je bilo tako, jaz sem iz Zakarpatije, tam je pa mešanica kultur, tam je slovaška, madžarska kultura, rusinska. In moja mama je hotela, da dobim tako ime, ki bo v vseh jezikih enako, ki se ga ne bo dalo popačiti. Sicer moja babica je bila drugačnega mnenja, je hotela, da sem Petronella, ampak mama se je trdno odločila, da bom imela eno preprosto ime, zato sem Marta. Meško je pa veliko priimkov, Meško v naši vasi, tako da ne bi znala razložiti, zakaj sem Meško. Morda pa korenine tisti, ki se pišejo Meško v Sloveniji, izvirajo tule z Zakarpatja, kdo ve. Ja. Rekli ste, da o tem ne veste veliko, zato greva drugam. K vašemu življenju Zakarpatje v vaši mladosti, vem, da se mi zdi, da povprečen Slovenec niti ne bi znal prav dobro povedati tako iz glave, kje je Zakarpatje, pravite mešanica kultur, zdaj tudi različnih držav. Ja, Zakarpatje je zelo lep kraj, zato ker sem se jaz tam rodila. To so gore Karpate, hribi, gozdovi in meji Zakarpatje iz Slovaško, z Madžarsko, z Romunsko, z Poljsko. In moj oče je preživel 4 države, čeprav je bil vedno v vasi Turja Remeta in je preživel Češko, Slovaško, Madžarsko, Sovjetsko zvezo in sedaj živi v Ukrajini. Vaš oče, vem, v šali reče tudi, da Zakarpatje meji tudi na Ukrajino, a to morda pomeni, da je tamkajšnji človek drugačen od človeka v notranjosti? Ljudje na Zakarpatju se istovetijo s tem, da so Zakarpatci, da so do 2. svetovne vojne živeli, niso bili Ukrajinci, niso bili pod državo Ukrajina. In še dan danes stari ljudje razmišljajo tako, da so oni nekaj drugega, da niso del Ukrajine. Ja. Sestra Marta, zdaj po tej uvodni predstavitvi krajev, odkoder prihajate, pa moram nujno še k vaši slovenščini, ki sem jo omenil na začetku. Odkot tako lepa izreka, tako znanje slovenskega jezika? Jaz sem s slovenskim jezikom v stiku že od takrat, ko sem šla od doma, to se pravi 92. leta. Prvo sem živela s našimi sestrami Marijinimi na Slovaškem. Tam sem začela se z jezikom bolj ukvarjati, spoznavati jezik. Potem sem bila postulat novicijat v Ljubljani. To je trajalo 2 leti. Preden
smo začeli redovno življenje, sem hodila, se udeleževala tečaja, katehetsko-pastoralnega tečaja, tako da tam je bilo potrebno študirati dogmatiko, ekleziologijo in še druge predmete, filozofijo, tako da tudi to mi je zelo veliko pomagalo, da sem brala, da sem razumela in tako, ko je človek mlad, se lahko veliko nauči, tako da hvala Bogu. Sicer pa mogoče mi je pomagalo tudi to, da sem že v domači družini govorila 3 jezike. Da smo govorili po mađarsko, po slovaško in po rusinsko, kakor je moj oče govoril. Tako. Ko sem pa šla v šolo v 1. razred, pa smo se začeli v ukrajinščini učiti in ruščino in zato sem debelo gledala, kakšen jezik je spet zdaj to, a ne ukrajinski. Tako da slovenščina je slovanski jezik in mislim, da je mišljenje jezika zelo podobno vsem tem jezikom, na katerih sem že doma govorila. Ko zdaj govorite o učenju, ko uporabljate ta izraz, sem pomislil, da ste se pa seveda že pred vsemi temi spoznanji, ne pred jezikom, ampak pred ekleziologijo in ostalimi stvarmi pa učili matematike. Bili ste že profesorica matematike, ko ste se zares približali Marijinim sestram? Ja, tako. Tako kot vsi drugi mladi ljudje sem tudi jasno, ko se je končala srednja šola ali pa še pred končanjem srednje šole zamislila, kaj bom potem, ko bom srednjo šolo končala. In ker sem živela v taki državi, kot je Sovjetska zveza, je bilo vsak študij je bil nabit z eno ideološko vsebino. To se pravi, da če bi šla na zgodovino, na ukrajinski jezik, na ruski jezik, vse povsod je bilo najbolj pomembna ta ideologija komunistična. In zato sem iskala nekaj takega, kar bi bilo manj ideologije. In se mi je zdelo, da matematika bo nekaj takega. In sicer matematika mi je nekako najlažje šla. Lažje kot vse drugo. In res sem bila sprejeta, sem vstopne izpite zelo dobro naredila, bolje kot sem si mislila. In po 2 izpitih sem že so me že sprijeli. Sicer je pa bilo treba 4 izpite narediti sprijemni. In tako da sem začela potem študirati matematiko, sicer sem zelo čutila od začetku, da so drugi ljudje iz mestih, da mladina, da nekako ta nivo znanja je bil višji pri njih, kakor sem ga imela jaz iz ene vaške šole, ampak počasi sem nekako dosegla, razumela, kako se je treba učiti in tako zelo uspešno končala matematiko. In po 3 letih službe potem sem začela, šla v samostan. Zanimiva pot, ki je v mladosti, tudi sami ste zdaj že nekajkrat rekli, seveda bila del tudi vaše mladosti in vaše življenje takratne Sovjetske zveze, komunizma. Ko smo se vozili po Ukrajini, ste marsikdaj ob kakšni težavi rekli, ja, to je pa še sled komunizma, ne more drugače biti. Tukaj, veste, je bilo trdo. Kako trdo je bilo to po tej plati? Da boste razumeli, recimo, jaz sem se v šoli počutila kot bela vrana med črnimi ali pa kot črna med belimi. Zato, ker sem živela v družini, ki je bila verna tudi skozi leta komunizma, ko so verovali in so bili praktični kristjani. Moja mama vsako nedeljo hodila v Užgorod k maši, ki je 30 kilometrov od naše vasi oddaljena. Oče je grko-katolik in tudi je na Skrivnem se je udeleževal maš. Babica in dedek pa so bili stari in onemogli in niso mogli pristopati k zakramentom in zato velikokrat spet na Skrivnem je prišel duhovnik v našo hišo in je maševal
je spovedoval babica in dedka in potem, da so vsaj 2-krat na leto lahko sprejeli Jezusa, ker so živeli za njega. Tako sem jaz tudi prvo obhajilo sprejela v naši hiši doma in nas je bilo 3, ko smo ga sprejeli, prvo sveto obhajilo. Tako da svojo vero smo živeli v srcu, smo živeli v dejanjih, zato ker v tistem času komunizma nekako vse je bilo naše in če je bilo vse naše, potem se je lahko tudi kradlo. In doma, pri nas pa smo razumeli, da za to enkrat bo treba dajati odgovor. Tako da kot otrok sem čutila, da sem zaupala svojim staršem, sem razumela, da vera je nekaj zelo pomembnega za življenje. Z mamo in z atijem smo vsak dan molili rožni venec in svoje vere o tem, kar živim, nisem mogla deliti z drugimi, nisem jo mogla pokazati, ampak sem verjela bolj staršem, kakor sistemu, v katerim sem živela. In vem, da bi čudno izgledala, če bi vedeli moji sošolci, sošolke, da jaz hodim k maši ali pa da pristopam zakramentom. Nam se pravzaprav zdi neverjetno težko razumeti to, kar ni tako zelo oddaljeno. To je bilo pravzaprav včeraj, predvčerajšnjim, ko ste rekli, da je oče na skrivaj živel to svojo vero. Kaj se je dogajalo s tistimi, ki so to želeli pokazati na ven? Kaj bi se recimo zgodilo, če bi videli mamo, če bi videli očeta, če bi vas videli kot družino, ki stopa v cerkev? Če so bile cerkve sploh odprte v Odesi, denimo smo srečali eno, ki je bila za tisti konec Ukrajine edina, ki je smela biti dejavna v tistih letih. Duhovnik pa ni smel zapustiti njenih prostorov. Kaj se je zgodilo, če si želel na ven pokazati, da veruješ? Tako kot osebno si lahko hodil v cerkev. Če nisi bil v partiji, potem so te pustili nekako pri miru. Če bi pa hotel kaj organizirati ali pa neko skupno molitev, potem pa vem, da so za stricem, za bratom mojega očeta večkrat prišli in so ga večkrat po 3 ure spraševali in strašili s tem, da ga bodo dali v zapor in tako dalje. Če nismo bili v partiji in ne mama, ne oče, niso bili v partiji, tako da v bistvu niso se bali, niso jim mogli ničesar vzeti. Tako da smo, da z tega stališča smo lahko. Edino zame bil problem, da bi ne bi smela bila iti naprej na študij, kot sem hotela iti na univerzo. Oče se spomnim, da tudi pripovedoval, da je bil v vojski uspešni radist in ker se je tega navadil, potem bi lahko bili sprejeli na letališče v službo, ampak ker ni bil v partiji, ga niso sprejeli. Je pa bil uspešen mizar. Ukrajina je zdaj seveda že dolgo samostojna, sistem je drugačen, stvari so bolj transparentne, odprte, za demokracijo gre. Koliko strahu je pa ostalo v ljudeh to vrstnega na teh obče človeških področjih življenja? Ja, strah, ki se je nekako transformiral v eno nezaupanje. To je danes, ko smo v ljudeh prisotno. Ko smo mi prišli v Kijev, ko smo začeli živeti svojo vero na tak način, kot nas sveti Vincenci uči, da z delom svojih rok in potu svojega obraza se poskušali približevati ljudem, tudi nismo bili takoj razumljeni, zato ker je bilo takoj vprašanje, zakaj vi to delate, kdo vam plača, kako vi živite, in je bilo potrebno kar nekaj časa, da so ljudje videli, da nič hudega ne želimo, da živimo svojo vero, da živimo tisto, kar nas Jezus uči, da karkoli ste storili enemu mojih najmanjših, ste storili meni. Tako da to je za nas danes tudi ena pot približevanja ljudem, po tistih drobnih delih usmiljenja, ki jih lahko zmore vsak. In mislim, da tista dela
tista drobna dela, dati jesti, preobleči, umiti, obiskati, se pogovarjati, da danes ljudje razumejo in tako tudi bolj in bolj zaupajo. Imamo en primer gospe Galije, ki prvič, ko smo prišli z Jožico, nam ni pustila narediti ničesar. Drugič, ko smo prišli, smo ji lahko samo noge umili, ki so bili zelo v strašnem stanju, in potem šele na tretjič nam je dovolila narediti ji tisto, kar v resnici potrebovala. No, in tako se je naše prijateljstvo z našo pani Galjo začelo pred 11 leti in traja do danes. In zdaj, ko ste, sestra Marta, že z besedo pripovedjo prišli do vašega dela, do tistega, kar je središče, lahko rečemo, vincencijanske karizme, pa tudi središče dela vas, Marijinih sester, začudeni, pretreseni smo bili nad odzivom države, pravzaprav nad razumevanjem družbe, razumevanjem življenja tistih, ki nimajo ničesar, ubogih. Je to tudi verjetno tisto, kar je povezano s tem, česar sva se prej lotila? Nekako je to sled hladnega sistema, ki je želel odriniti vse, kar ni bleščeče in navzven zdravo. Ja, je res tako, vsaj tako jaz razumem. No, da se vrnem spet k svoji mladosti. Po tistem, ko je komunizem padel, je v našo vas so začeli prihajati prvi misionarji iz Slovaške. To so bili ali jezuiti, potem so lazaristi. No, in prvo, kar sem jaz opazila pri duhovnikih, pri sestrah, da z dobroto pristopajo k ljudem. Nikjer nisem prej tega doživela. Na univerzi, v šoli smo bili kot številke. Nas obravnavali, nisem te dobrote, to sem začudeno gledala, pa lahko je tudi drugače. Lahko so ljudje tudi prijazni. No, in že v tem me je nagovoril ta pristop duhovnikov in sester, da imajo nekaj v sebi drugačnega, kakor sem jaz navajena kjerkoli videti in čutiti. No, in zato tudi sem jaz pomislila, da mogoče bi tudi jaz bila tako kot ti duhovniki in sestre. No, in komunizem je pa hotel predstaviti Sovjetsko zvezo kot najbolj mogočno, cvetočo, lepo državo, in na zunaj je bilo veliko tega pokazati se. Celo je bilo tako slovo, taka beseda ruska, ki so ji rekli pokazuha. To boste tudi razumeli, pokazati, vse na vides. No, in to je danes tudi v ljudeh, da tudi če si ubog, se lepo obleči in noben ne ve, da si ubog. Noben ne ve, da doma nimaš vode v hiši, da mogoče nisi jedel, ampak si pa lepo oblečen, to pa vsak opazi. No, in zaradi tega te ljudje, ki so problematični za to družbo, jih ni. Jih kakor da ni, se obnašajo, državne strukture kakor da jih ni. To smo videli, a ne? To meni se zdi, da izvira iz tega, tako vsaj jaz razumem. Pa je tako tudi v manjših krajih ali samo v velikih mestih, ki so tudi drugod po svetu hladna že sama po sebi? Tudi v manjših krajih. Naprimer, v naši vasi je, kjer sem jaz doma, tam je en tak psihonevrologični internat, to se pravi, da za prizadete moške je dom. Tako, ni posebne, ne srečate posebnega odnosa nekako lepega, krščanskega do tistih ljudi, ki so ubogi, ki potrebujejo naše pozornosti. Nenavadno je, da v človeku že sam po sebi ni sočutja. Torej lahko zunanji svet ubije. Ja, res je nenavadno, je res nerazumljivo, ampak to je naša realnost. V tem mi živimo in to čutimo in to želimo spreminjati s tem, ko drugače delamo, ko drugače pristopamo.
naša sestra Jožica, 1 leto je zdaj v naši vasi, no in tudi s tem, ko grejo pomagati pravoslavcem, ko grejo pomagati ljudem, ne vem, ki so alkoholičarji, jih tudi čudno gledajo, kako je to možno, ne. On nima pravice do pomoči, ti lahko pomagaš tistemu, ki pomoč zasluži, ne pa takim. Taki so pa sami krivi, da je tako z njimi, kot je. No, je eno tako mišljenje in zato recimo, če bi jaz delala v naši vasi, tako bi rekli, da se tudi nekaj dela, ne? Če so pa tujci, pa upajmo, da počasi bodo razumeli, da se da tudi drugače. Sestra Marta Meško je naša sogovornica, predstojnica Marijinih sester Čudodelne svetinje v Ukrajini. V prejšnjem delu pogovora, sestra Marta, ste že omenili sestro Jožico. Sestra Barbara je tista, ki živi z vami tule v Ukrajini, sestra Jožica pa zdaj, kot pravite, dela na Zakarpatju, prav v vaši rodni vasi. In tule pri projektu, ki tam nastaja, bi se rad ustavil. Oče, ki živi z vami tule v redovni hiši, in vi odločili ste se, da boste hišo podarili in zdaj raste, prenavljate jo. Tam v Zakarpatju nastaja nov center. Ja, je že več kot 1 leto. V naši rodni vasi res sestra Jožica in sestra Ivančica iz Hrvaške provincije. In njihova prisotnost je predvsem v duhu naše karizme, tam za tiste, ki so uboge, ki so bolne, se ukvarjajo z otroci. No, in smo veseli tega, da naša družba po 12 letih odprla še eno novo postojanko, to se pravi, da imamo neko upanje, no, da se bomo tudi naprej še razvijali in širili. No. Ko sem vstopila v družbo, sem nekako na koncu nekje globoko čutila, da enkrat se bom vrnila in da enkrat lahko Marijine sestre bodo tudi v tem delu, na tem delu zemlje. No, in vem, ko sem bila sprejeta v novicijat, takratni spiritual naše družbe, ko nas je pozdravljal, ko smo naredili prve zaobljube, je rekel, zdaj pa lahko rečemo, da se družba Marijinih sester razširila tudi v Ukrajino. No, zaradi tega, ker imamo eno sestro z Ukrajine. Ampak to je bilo seveda še zelo daleč, da bi razmišljala o tem, da bi se kdaj vrnili v Ukrajino. No, in potem tako sem bila poslana po novicijatu na Slovaško, sem bila 4 leta, potem sem bila v Rimu 2 leti, potem spet v Sloveniji 3 leta. No, in potem, ker je bil v Ukrajini misionar Tomaž Mavrič in Pol Rož, gospod Pol Rož, ki je bil viceprovincial, so lazaristi odprli svojo hišo v Kijevu in so razmišljali, koga bi povabili za sodelovanje v Kijev. No, in tako so potem odločitev je padla, da prositi Marijine sestre. No, in tako smo bili povabljeni, smo razmišljali kot družba, a bi povabilo sprejeli ali ne. No, in hvala Bogu, leta 2005 smo odgovorili na to povabilo, smo prišli v Kijev, jaz in sestra Jožica, in tako smo začeli tlele v tem velikem mestu nekaj delati dobrega skupaj za uboge. No, in ta želja nekako se je potem, da bi bili navzoči v Ukrajini, začela uresničevati. No, in potem, ko smo po nekaj letih seveda, tudi starši, ko se poročijo, čakajo, da bodo imeli otroke. No, tako smo tudi mi pričakovali, da tisto naše delo, tisto vsakodnevno, ki mogoče na prvi pogled nima nobenega smisla, ampak verjamemo, da nas spremlja Božja milost, da nas vodi, in da Bog potem naredi rodovitno tisto naše vsakdanje življenje.
potem se je odprla možnost, kaj iti na Zakarpatje. No. In potem se mi je tako povezalo, da na Zakarpatju je blizu Užgoroda, Užgorod je glavno mesto Zakarpatje, je ena taka vasica, ki se imenuje Onokovci. V tistih Onokovcah je bilo vsako leto na praznik obiskanja Device Marije je bilo romanje, kako to žegnanje, no. In moja mama in oče sta hodili na tisto žegnanje in jaz sem tudi zelo rada hodila. Ampak zaradi tega, ker je že bil paradajz v tistem času in je mama kupila paradajz in smo imeli pohano meso, to mi je bilo najbolj zanimivo, kar mi je ostalo v spominu. No. In praznik obiskanja Device Marije, to je izraža našo glavno karizmo Marijinih sester. Zakaj sem stvari povezala šele potem? Ker ko sem šla v samostan, mi je mama pripovedovala, da po 8 letih skupnega življenja z očetom otrok niso imeli in je mama hodila na tisto romanje in tam se je priporočila Devici Mariji za otroka in v takem smislu tudi, da tudi če bi ta otrok hotel enkrat služiti Bogu, da ona ne bo imela nič proti. No. In tako po tisti molitvi, čez 1 leto sem se potem rodila jaz, 17. maja leta 1967. No in v bistvu se mi je povezalo, da prisotnost Marijinih sester v duhu Device Marije, ki gre obiskat Elizabeto, svojo sorodnico in kakor pravi naša ustanoviteljica, da ji prenese pomoč in tolažbo. No, tako da jaz lahko govorim o nekih tih zunanjih okoliščinah, ampak ko razmišljam, pa vidim eno rdečo nit Božje prisotnosti, Božjega vodstva, no in nekako sestavljam tisti mozaik. No, tako da tako smo prisotni, kakor jaz to znam danes obesediti. Sestra Marta, skoraj v vsakem kraju, ki smo ga spoznavali na tej naši poti odkrivanja Ukrajine, smo srečali koga, ki je iz vrst redovnikov, duhovnikov, redovnic, pa prihaja z Zakarpatja. Smo dobili občutek, da je to neka zibovka duhovnih poklicev. No, res je velik čudež te duhovni poklici, spet pa, ko razmišljam o tem, da si ne bi pripisovali zaslug, da smo nekaj posebnega in boljši in tako dalje. Mi prihaja na misel en duhovnik, Avgustin Horvat, ki ga tudi moram imenovati v tem pripovedovanju, ki je bil eden od 7 duhovnikov, ki so delovali na Zakarpatju v tistem času komunizma. 7 katoliških duhovnikov na celo Zakarpatje je bilo v svoj čas in to je bilo načrtno zaradi tega, da duhovniki katoliški, da čim manj bi uspeli narediti za versko življenje. No in ta duhovnik je bil zelo goreč, je krščeval, je spovedoval, je poročal na skrivaj. In obiskoval ljudi, no in mislim, da njegova gorečnost, njegova molitev, njegova prisotnost, da so to te žrtve, ki danes jih vidimo lahko v obliki teh duhovnih poklicev, ki so. Ko smo se že pred akcijo Dobroti dajemo glas, ki je zdaj usmerjena v Ukrajino, vozili po Madagaskarju, smo predvsem v vsakem kraju, skoraj za vsakim ovinkom slišali kakšno zgodbo o tem, kaj je tu storil ta slovenski misionar, kakšen pečat je pustil drugi, vse, kar je pravzaprav dobrega in upanja nosečega, marsikaj od tega prihaja strani slovenskih misionarjev. Na tej poti od točke do točke po Ukrajini pa smo nekako začutili prisotnost Tomaža Mavriča. Se mi zdi, da je on tisti, ki bo gotovo pustil eno tako sled, da se karkoli pogleda, pa rečete, ja, tole je pa zgodba, ki jo je Tomaž začel, tole je pa Tomaž dobro razumel.
zdaj je ta vrhovni predstojnik reda lazaristov, general, res vidi se pustil en neizmeren pečat v Ukrajini. Ja, res je, gospod Tomaž, no, je nekako s to svojo dobroto zelo pusti eno globoko sled tukaj, no, in je še vedno, no, z nami, kar je naredil, in to še danes funkcionira, da nas je povezal kot vincencijansko družino, da se mi srečujemo, da se mi poznamo, je 11 vej vincencijanske družine v Ukrajini, no, in Tomažu je uspelo to nas povezati, zbrati skupaj, in zato tudi ta pot, ki smo jo zdaj delali z vami, ste mogoče, no, videli, lahko razumeli, da to, kar delamo, da vedno delamo skupaj, da se povezujemo, ker v taki veliki državi, v takih velikih mestih, eni sami, naprimer kot dve Marijine sestre, kaj bi lahko naredili. Tako pa naprimer skupaj z lazaristi, skupaj s prostovoljci, ki jih tudi vzgajamo, lahko nekaj naredimo, no, da malo posolimo tisto okolje, no, da smo res, tako kot pravi svetopismo, sol. Tako da smo Tomažu hvaležni, se ga zelo spominjamo, je zelo prisoten v naših pogovorih, naših spominih, no, in tudi sedaj nas še naprej provocira, bocka, da gremo, no, naprej. Slovenski misijonarki, Marijini sestri, sestra Barbara in sestra Jožica, sta v odgovoru na to, če ste srečni, radostni v svojem poklicu, obe kar zasijali, eno res iskreno veselje, hvaležnost se jima je zasvetilo iz oči. Pa sem pomislil, da je potem iz tega služenja ubogim, kateremu se predate in kateremu pravzaprav obljubite zvestobo ob vstopu, ob večnih zaobljubah, dodati nekaj takega, kar ima potem predstojnica reda, nekaj drugačnega. Povejte, sestra Marta, videl sem tudi fotografije, ko ste še vedno v akciji, ko seveda služite ubogim v bolnišnici med brezdomci. A je zdaj biti odgovoren za to življenje skupnosti breme? No, ne bi hotela živeti svojega življenja tako, da bi videli, da nosim eno težko breme in da bi me potem, ne vem, da bi se spilila drugim, kako sem, no, uboga, rada bi živela tako, no, da to je sedaj moja odgovornost, da to je moja naloga, da nisem jaz sama pri tisti nalogi in da ne vem, kako mi je težko, ampak Bog je vedno z menoj, no, da Bog mi pomaga in konec koncev on je prvi, ki gre pred mano, ki nese to breme, no, da jaz samo odgovarjam na tisto, kar mi on, no, daje. Tako bi rada živela, ne vem, če tako delujem ali ne delujem, to ne vem, ampak to, no, takšen način izvajanja svoje službe bi rada videla, no. Mislim si, da je v vas tudi želja po novih poklicih. Zdaj je tu že kar nekaj sušnih let, kar se reda tiče. Ja, imamo zdaj 3. dekle, tako imamo eno sestro s prve zaobljube, ki je naredila in ona je v Sloveniji za 1 leto in zdaj 2 bosta sprejeti v novicijat, to bo na praznik čudodelne svetinje 27. novembra. Ja, to je tudi eno poslanstvo, vzgojno poslanstvo, no, in nekako od leta 2000 sodelujem pri tem poslanstvu, pri vzgajanju, pri uvajanju, no, mladih v redovno življenje, v duhovno življenje, v življenje Marijinih sester. No, je tudi zame en izziv, ker ne vem, se tudi jaz moram vedno vzgajati ob drugih. Tako. Sestra Marta, omenili ste, da brez sodelovanja ne bi šlo, da je to temelj vašega dela, torej vseh, ki ste združeni ob tej karizmi svetega Vincencija Paveljskega. Zdi se mi, da bo to sodelovanje, upam, vsaj res si želim, obrodilo sadove tudi v naši osrednji dobrodelni akciji, ko bomo skušali pomagati Balti. Odkrivali smo jo skupaj. Kakšen je vaš pogled na delo sester usmiljenk tam pa na razmere v tem kraju, ki se zdi
pozabljen, vsaj v tem delu, ki smo ga spoznali skupaj? No, Balti sem bila prvič z vami, no, sem prvič videla te delo sester, navzočnost sester. To, kar sem vedela, se mi je potrdilo, no, da človek, ki je bolj proti vzhodu, je nekako bolj bil okužen komunizmom in nekako smo to videli, ne, da na zahodu so ljudje, imajo neko večjo spoznanje svoje identitete glede narodnosti, nacionalno, da tam pa še tega ni, ne, ker smo v Ukrajini, govorijo po rusko, ne, že na ravni jezika. No, tako da ta revščina velikih mest in manjših mest, pozabljenih mest, no, smo jo zelo dobro začutili, videli. No, in lahko bi rekli, ne, to so sestre usmiljenke, sestre iz Poljske, zakaj bi jim pomagali. Ampak to je v bistvu, zatem je gospod Tomaž, ki nad vsemi nami bedel, ki vse nas povezoval, zedinjal in no, ne bomo pomagali poljskim sestram, ampak bomo pomagali tistim otrokom. In poljske sestre bodo samo tisti most, preko katerih bo ta pomoč se stekala k tem otrokom, ki so pomoči potrebni. V Balti sem razmišljal, kako je mogoče ta statistika, ki se mi je že predno sva z Izidorjem prišla v Ukrajino, zdela tako črna, nemogoče črna, ko sem prebral, da je od 60 do 70% zakonov razvezanih v Ukrajini. To je res ogromna številka, iz katere pravzaprav izhajajo potem tudi te žalostne zgodbe otrok. Ja, to je res en velik problem v Ukrajini, razveze, potem s tem povezan alkohol, mamila in otroci iz razbitih družin, ki niso doživeli ljubezni, ki ne vejo, kaj je to ljubezen, ki iščejo to ljubezen na razne možne načine in tako kot jih ponuja današnja družba, ki je ljubezen danes predstavlja kot nek užitek, trenutni užitek, kot nekaj dobrega začutiti. In država ni močna, zato ker družine so uboge in to je en tak začaran krog. Družine tudi zaradi tega se v današnjem času veliko razpade, ker oče gre naprimer čez mejo, da bi zaslužil denar, v tistem času si lahko mama najde drugega moškega in tako naprej se vrne oče, nima več žene, ali pa obratno, v obratni smeri. Ali pa da gre oče zaslužiti, pa ni zaslužil toliko, kot je žena pričakovala in ga potem žena ne sprejme nazaj. To, ko se pogovarjamo z brezdomci, velikokrat za tistim zadaj, za brezdomstvom je to nesprejetost že strani svojih staršev, potem strani moža ali žene, nesprejetost strani otrok in v bistvu od zadaj je en problem pomankanja, velikega pomankanja, deficita ljubezni. To pa ne mogoče drugače, kakor da doživeti tisto ljubezen samo v človeških, na človeškem nivoju, če ni Boga, če nisi spoznal, da je Bog, ki te vedno ljubi. Tako da imamo kaj delati. Kar se tiče razvez, razpadov zakona, tudi v sicer zahodnem, pa če rečem drugače v tem pogledu razvitem svetu, je to velika težava. V Sloveniji pa hkrati vem tudi, da je cela vrsta gibanj, društev, tistih, ki si skušajo to popraviti, izboljšati, ki skušajo zakonce učiti. A tega v Ukrajini ni? Je, počasi je, je priprava na zakon, ampak to pri katoliških cerkvah,
Tako to je, no, in je pa tudi potrebna, no, taka nasploh vzgoja, kaj je zakon, kaj je življenje, kakšno potem tudi Ukrajina med liderami po splavih, a ne. To je v bistvu tudi en velik problem Ukrajine. Tako da gotovo tukaj je še in še veliko polje. Ko ste omenili v katoliških krogih, sem pomislil na to, da se niti nisem sam ob tej poti po Ukrajini zavedal, da gre za manjšino, da je tule pravoslavna cerkev v veliki večini, seveda, ker smo bili predvsem po vaših redovnih skupnostih v življenju katoliškega utripa v Ukrajini. Kakšno pa je to sobivanje? Kako je z ekumenizmom danes? Kako sprejemajo katoliško cerkev vaše delo? Nasplošno sprejemajo, tako. Da bi pa bili veliki prijatelji, pa tega ne morem reči, ne. Tako pa, da bi skupaj nekako za dobro drugih delali, do tega še tudi nismo prišli. Se organizirajo, no, neke skupna srečanja, neke skupne tečaje, kjer se govori, ne. Da bi pa bila neka skupna akcija, tega pa še ni. No, in sicer pravoslavna cerkev je tudi bolj moralistična, bolj na tem nivoju dela, kakor pa da praktična, kakor da je tako karitativno usmerjena. Tako da se spomnim, da smo imeli eno srečanje o paliativni pomoči, o skrbi. No, in to srečanje so organizirali za ene lige, je taka liga zdravnikov in delavcev, ki delajo na tem področju, in so povabili na ta seminar in pravoslavno cerkev, in katoliško, in protestantsko, in jude, in vse, ki delajo na tem področju, no, in smo mogli potem neke prispevke tam povedati. No, in strani pravoslavne cerkve, no, so bile ene take teološka razmišljanja, tako da je bilo prav težko poslušati. Mislim, da strani katoliške cerkve smo imeli krajši prispevek, ampak o tistem, kar delamo na tem področju. No, in ta glavni kijevskega patriarhata Filaret je prav pozorno poslušal, čist vsako besedo. Verjetno je njemu bilo tudi, no, zanimivo slišati, da se tudi nekaj dela, da se ne samo govori. Sestra Marta Meško, mi upamo, trudili se bomo za to, da ne bo težav v komunikaciji s potjo do dobrega dela, ki bo pomagalo torej Balti, Ukrajini in tukajšnjim otrokom, sirotam. Vem, da ta komunikacija lepo teče s Slovenijo že dolgo. Seveda gre za slovensko provinco, da je slovenski človek že pogosto in rad pravzaprav pomagal v Ukrajini. Cela vrsta je projektov, ki to dokazujejo, tudi stavb, predvsem pa ljudi, ki so prišli do boljšega življenja zaradi dobrote slovenskega človeka. Ja, to pa res ne moremo pozabiti, no, ne smemo pozabiti, da to, kar naredimo, no, sicer res naredimo, ampak ne naredimo sami, da imamo veliko zaledje, močno zaledje v Sloveniji, ki, no, že s tem čutom za uboge, ki se lahko učimo od Slovencev, mi. No, in ta čut, to ni samo, no, nekaj teoretičnega, ampak ta čut je zelo nekaj konkretnega, praktičnega. Vem, da sestra Jožica pred 2 leti je bila na Radiu Ognjišče in je govorila o potrebah, o tem, da potrebujemo pamperse in zdravila, in so ljudje nas nosili iz cele Slovenije toliko, da že 2 leti to izvažamo in ne moremo, no, do konca izvesti vsega. Potem ljudje v Sloveniji nam veliko pomagajo tudi z denarjem, da mi, no, lahko potem smo tisti most, ki ta denar v obliki zdravil, hrane, obleke pride do teh ljudi.
v obliki tudi, ne vem, šolanja, ker so neke družine in tako dalje. Tako da seveda brez dobrote, ki jo Bog daje ljudem v Sloveniji, mi tukaj ne bi lahko naredili ničesar, zato ker tukaj nimamo nobenih materialnih, financovih sredstev, takih, da bi lahko kaj naredili. Pomembna in živa je tudi vez z misijonskim središčem Slovenije. Je, tako zagotovo nam zelo gredo na roke, so tudi na povabilo Tomaža so bili obiskali Odeso, Kijev, so videli, kako živijo. Lansko leto smo dobili v dar avto, ki je zelo v pomoč sestri Jožici in sestri Ivančici, ki brez tega avta ne bi se mogli udeleževati vsakodnevne maše, ki je centralni točka za vsak dan redovnice. Sestra Marta, začela sva seveda z vašim osebnim življenjem, začetkom z otroštvom na Zakarpatju. Prav je, da z osebnim življenjem tudi skleneva ta sprehod po Ukrajini, po težavah, po pravzaprav tudi mnogim lepem, kar rojeva vaše delo, da končava pa pri vas osebno. Ob vsem delu, ki smo ga zdaj lahko le zaslutili v tem pogovoru, je potrebna tudi skrb zase. Kaj radi počnete, kadar ni dela, o katerem ste govorili? Vem, da je vedno, ampak treba se mu je tudi umakniti. Ja. Zelo rada grem v gost, sicer sem Kijev v gozdov tle ni, drugače pa gremo v park, na sprehod, gremo tudi kdaj skupaj pogledamo kakšen film, kakšno uro tudi namenimo več spanju. Lahko gremo recimo gobe nabirati, kadar je sezona za gobe. Kdaj gremo tudi na reko, ker je tu velika reka Dnepr. Tako da mislim, da poskrbimo tudi zase. Kdaj lahko kaj več preberemo, si vzamo čas za branje. Imamo pa vsak mesec duhovno obnovo, tako da takrat lahko si organiziramo čas molitve. Da smo sami. Ko sva z Izidorjem stopila v tole vašo redovno hišo, ko smo bili skupaj pod vašo streho, sva dobila občutek, da res živite kot družina. Se mi zdi, da vam ta povezanost vas med seboj veliko pomeni. Ja, tako vesela sem, da imate ta občutek, ker se res trudimo za to, da bi bili kot družina, da odnosi bi bili družinski, da ne bi bili hladni eden ob drugem, da podpiramo se tudi, da duhovniki, lazaristi, da mi njih podpiramo, one nam grejo na roko, kadar nam je potrebno. In mislim, da tak model je tudi v današnjem času tisti, ki nagovori. Potem se ljudje ne bojijo nam približati, potem vidijo, da odnosi so lahko preprosti, da smo lahko to, kar smo, da nam ni treba nositi neke maske in tako, da smo ljudje, a ne. In to bi radi bili tudi naprej, kot družina. In tole je zdaj prava misel za konec, to bi radi bili tudi naprej, s pogledom v prihodnost. Sestra Marta Končajeva, a se vam zdi, da na katerem izmed področji država, družba, ljudje, vi sami toliko uspevate, da si mislite, v prihodnosti pa tega polja misijonskega dela ne bo več? Kakšen je vaš pogled v jutri Ukrajine, vašega reda, vašega misionarskega dela? Mislim, da take misli, da tega dela ne bo več, da nimam, zato ker gotovo, da mi ne moremo narediti tistega, kar bi mogla narediti država, da to ni v naši moči, in to ni namen, da bi mi namesto države delali, ampak v takem velikem mestu, kot je Kijev, kjer je 5 milijonov ljudi in smo, ne vem, Marijine sestre 2, 3, se mi zdi, da nam dela ne bo zmanjkalo, da se ne bojim zaradi tega, ker
starih ljudi bo vedno, bodo stari ljudje, bodo tisti, ki ljudje s posebnimi potrebami, bodo prostovoljci, mladi ljudje, ki ne vejo, kako svoj čas uporabiti v takem velikem mestu, lahko se pridružijo nam, naši misli, pogledu na življenje, in tako da mislim, da bomo vedno imeli kaj zadelati. To je 5 milijonov ljudi, od tega je pa 5.000 katoličanov. Sestra Marta Meško, prav lepa hvala vam in sestram za to, da ste nam pokazali ta svet, vaš vsakdan, dali s tem tudi priložnost pristopiti do ubogega, malo izprašati vest, pa morda na novo začeti. Hvala lepa vam osebno za vse spremstvo na tej naši poti, predvsem pa zdaj ob sklepu oddaji naš gost za pogovor. Hvala, ker ste odprli svoje srce in nam pripovedovali o življenju in delu, ki je res bogato. Hvala lepa za to. Hvala tudi vam, ker vi ste tisti glas, ki pomaga našemu glasu, da se sliši, zato ker mi nismo profesionalci, mi sicer nekaj čutimo, nekaj vemo, ampak vi potem to znate tako predstaviti ljudem, da razumejo, kaj hočemo povedati. Tako da hvala, da ste prišli, in da ste nam pomoč, da ste res tisti glas tudi za poslušalce v Sloveniji. Hvala.